Ta ilegalni migrantski vsiljivec je bil ujet, ko je na ulicah Združenega kraljestva jedel goloba. In danes bomo pregledali nekaj družbeno nesprejemljivega vedenja, zaradi katerega so nekateri ljudje začeli razmišljati, da morda to niso kulture, ki bi jih morali uvažati v naše mesto. Pozor, če ne marate gledati, kako jedo golobe, to morda ni pravi video za vas. Ješ goloba, ješ jih, ja ne moreš jih jedeno jest, kaj praviš? Hočeš, da te poskušajo ubiti? Policiji. Problem je, kaj za vraga počneš s posteljo? Kaj? V čem je problem? Mislim, dejstvo, da bo on rekel, v čem je problem. To nam v bistvu pove celoten problem, kaj ne, draga? Fantje, ne skrbite. Imamo še nekaj drugih zanimivih videov, kot je ta moški, ki si umiva noge v javnem umivalniku, ali ta čudovit ples, zaradi katerega se res počutiš udobno ob njihovem vedenju, in opomnik, da niso tukaj samo zato, da sedijo naokoli in jedo tvoje golobe. Tukaj so, da vdrejo in prevzamejo, kot pravijo sami. Ampak do tega bomo prišli čez trenutek. Golobo ceste ne moreš jest, draga. Odkot si, prijatelj? Odkot si, prijatelj? Potrebujem uro. Zakaj jo potrebuješ, srček? To je velik problem. Volej, tvoja mala dvojčika. Odkot si, prekleti, odkot si? Vi mari pizde, ki lovite ptice in jih ubijate, a ne? Ja, jebeno jih lovite. Je fohana? Poberi se, jebem ti. Odkot si, človek? Ja? Odkot si? Odkot si? Aritre. Ti prekleti kodri, jaz nisem Artjom. Podjetje se ustavi. Ujeti prekletega goloba. To je velik problem, Ne tega ne skrbi smeš za početi tvojo tako. pomoč, Veš kaj, Kris. ne izgubljaj Ja. časa s sliko. Jaz ti bom jebeno odštrgal glavo. V redu, odkot si? Dobesedno jedo, ubijajo in jedo golobe. Mislim, joj, ljubi Bog. Pravijo, če uvažaš tretji svet, dobiš tretji svet. Mislim, da smo morda dojeli nekaj, kar je morda res. Mislim, tukaj je še nekaj čudovite vsebine za vas. Lahko dobim to. Ta trajekt je izven uporabe in se ne bo več vrnil. Če se želite ponovno vkrcati, izhod za trajekte, ki gredo do terminala. Počakajte na... Odvratno. Ja, želite se vsi malo poigrati s tem. Ne vem, če je to v restavraciji. O moj bog, to je v restavraciji. O moj bog, to je v restavraciji. Pere si noge v umivalniku restauracije. Fantje? Ta trajekt ni v uporabi in se ne bo vrnil, če se želite vrniti. Exit the ferry. Dobesedno znotraj. V redu, to je na lokaciji Staten Island Ferry. V delu s hrano si v umivalniku pere noge. In vse, kar imam zapovedati je, če uvozite tretji svet, dobite tretji svet. To je toliko ogabno in nehigiensko. In če misliš, da je to samo problem Združenega kraljestva ali ZDA, mislim, da se to dogaja tudi v Rimu. Scusa, signora. Prav. Oprostite. Oprostite. O, ni. Jebi! Robito, ne. Sem nestrpna. Robito, ne dvigaj. Mislim, zdaj lahko rečeš, da dramatiziram, ampak to se mi zdi kot kombinacija duševnih težav in izkazovanja dominance. Ker to ni nekaj, kar bi normalni ljudje počeli v javnosti. Veš, kaj mislim? Ampak spet, poskušajo prevzeti nadzor, kot sami pravijo. Poslušaj to. Mi. Nočemo biti del teh ljudi, mi smo muslimani in sledimo preroku sallallahu alejhi ve sellem. Sledimo šeriatskemu pravu in spoštujemo zakone te države. In tudi, mi postavljamo šeriatsko pravo na prvo mesto. Ne želimo spoštovati zakonov te države. Družbena pravila nas ne zanimajo. Če si moramo umiti noge, jih bomo umili v kuhinji. Seveda je to popolnoma sprejemljivo. Če smo lačni, jejmo golobe s ceste. In če moramo početi nenavadne stvari, jih pač počnimo. In ta video je zdaj postal izjemno viralen, ker, ni samo teorija, da pravijo, da želijo vse prevzeti. Dejansko jih tudi prevzemajo. Vsak prekreti izmed njih v telovadnici danes zjutraj so migranti. Vsak izmed njih. Tukaj ni služb, več bom povedal, kot je rečeno, del minutne omejitve. I'm here, no jobs. I'll get out more outside, but
tvoji prekriti Resnično čevlji so ne tukaj razumem vsako niti prekleno besede, ki jo sezono. govori. Vsako jutro in začenjajo se zbirati v skupine. Čakam, da reče eno besedo in bom jebeno, mislim. Če bomo govorili o najbolj družbeno nesprejemljivem vedenju, ki si ga lahko zamisliš, ti nekaj o priročniku za posilstva, ki so ga nedavno razdelili migrantom, pove vse, kar moraš vedeti o družbeno nesprejemljivem vedenju. Mislim, poglej to. To je bilo nedavno razdeljeno na ulicah Združenega kraljestva. No, ne na ulicah, ampak priseljencem. Pravzaprav ne vem, kaj naj še rečem o tem. Dober večer. Ministrstvo za notranje zadeve očitno pravkar priznava, da uvaža posiljevalce in pedofile. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da so posiljevalci in pedofili verjetno najbolj družbeno nesprejemljivi od vsega. Nezakonitim migrantom dajo brošuro o tem, kako ne posiljevati žensk in otrok. V to bi morali dodati tudi ne jejte golobov s ceste in ne umivajte si nog v javnih umivalnikih, še posebej ne v kuhinjskih koritih. Ampak očitno je bilo to za njih mal preveč specifično. Prosilcem za azil so povedali, da je spolni odnos z otroki slab. Brošura pravi, da so zakoni in običaji tukaj morda drugačni kot v vaši domovini. V njej piše, da je spolni odnos z osebo mlajšo od 16 let v Združenem kraljestvu resno kaznivo dejanje. Tudi če rečejo da, je to še vedno nezakonito. Lahko greste v zapor, izgubite podporo in nastanitev in to bo vplivalo na vašo prošnjo za azil. Opazite, da tam ne piše, da boste zagotovo deportirani, če posilite otroka, ali da vam bo prošnja za azil zagotovo zavrnjena. Ne. In nezakonitim priseljencem je treba dejansko povedati, kaj je posilstvo. Tukaj je. V Združenem kraljestvu morata oba soglašati s spolnim odnosom. Temu se reče privolitev. Še vedno je nezakonito, tudi če ste poročeni z njimi ali če so prej rekli da, zdaj pa rečejo ne. To bo vplivalo na vašo prošnjo za azil. Ponovno, vplivalo bo na vašo prošnjo za azil. Ne boste zagotovo deportirani. Samo to bomo zelo ne odobravali. Kaj ne? Na eni strani z naslovom Enakost spolov je prosilcem za azil povedano, da lahko ženske v Združenem kraljestvu delajo, študirajo in potujejo svobodno, brez dovoljenja moškega. Na drugi strani o nasilju v družini je opozorilo, da vas lahko aretirajo ali greste v zapor, če izvajate fizične ali čustvene napade na svojega partnerja. Povedati jim je treba celo, naj nikoli ne poskušajo imeti spolnih odnosov z nekom, ki spi, je pijan ali očitno ne more dati soglasja. In poslušajte to. Povedo jim celo, ker očitno to potrebujejo, da ne smejo pohabljati ženskih spolovil. To so ljudje, za katere notranje ministrstvo ve, da prihajajo v Britanijo. In veste, celo opozorjeni so, da ne smejo brez soglasja narediti intimne posnetke nekoga ali jih deliti brez soglasja. Poglejte, to je to. To je dokaz. Prav tukaj, v tem dokumentu. To je dokaz popolnoma družbeno nesprejemljivega vedenja, ki se uvaža. Kajti še enkrat, če uvažaš tretji svet, dobiš tretji svet. Če uvažaš ljudi, ki verjamejo, da lahko jejo golobe s ceste, bodo jedli golobe s ceste. In če uvažaš ljudi, ki mislijo, da si lahko umivajo noge v tvojih kuhinjskih koritih, bodo to tudi počeli. In če verjamejo, da lahko fotografirajo ljudi ali pohabljajo spolovila ali spijo z ljudmi, ki spijo. Spijo z ljudmi, ki spijo. Veš, kaj mislim. Kakorkoli, vse te stvari postanejo sprejemljive, če uvažaš ljudi, ki mislijo, da je to sprejemljivo. Zakaj potem ne bi nehali uvažati ljudi, ki mislijo, da je to sprejemljivo? Ali sem pametna? Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.